In takole majhen je potem izvir Gačnika. To je začetek soteske, ene najlepših in najbolj neprehodnih sotesk v Evropi. 100 višinskih metrov niže bomo pa začeli spust ob vrvi in boš videla eno doživetje, ki ga ne boš pozabila. Komaj čakam. Ti kaj pomagam, Jan? V redu bo. Čelado si prtni, tako da se kakšno skalo ne udaraš.
Krompir je droben. Pri nas zemlja ni najbolj primerna za krompir, ker je ilovnata. Pa tu je biopridelava, tu je brez dodanih umetnih gnojil. Tudi vse z rokama pletu. In pa še suša je bila. Tudi suša se pri nas kar dobro pozna, ko smo zelo na soncu, na vetru. In je tudi suša naredila svoje, pa še valuhar je velik. Takrat pred dobrim desetletjem, ko sem se vrnila nazaj domov, smo tle malo posodobili krmišče, pa napajalnike smo dali, da se tu malo lajše delo. Prej smo pa napajali Balgačnikov. To je bil vir, edini vir vode za živino. Poleti in pozimi. Po zimelu treba pa let točtjo. Včasih je bilo prav zelo zaledenelo, da se je lahko, se je videli, kakšna malenka vode. No, pa let smo jih tudi pasli, da kjer je bilo nas več, pa dal potoku ganili napajati. Skozi in skozi smo pasli. Tu smo imeli tudi druge pastirje, take iz revnejših družin, recimo so pasli. Pa smo pasli metri, domača dekleta, hčere. Pa smo tudi ohradili, celo senožet smo to pasli. Zdaj ne pasemo že nekaj let. Nič več. 3/4 hleva je praznega. Zdaj je še 6 govedi, različni letkal, 2 recimo 2 večji telička. Tam v tistem hlevu so bile ovce nekdaj pred desetletji, to 5-6 za volno za doma. Tle je bila plemenska svinja z mladiči, tam so imeli mladiči svoj hlevček, tam zadnji je bil hlev za telička. Zdaj smo pač zmanjšali na toliko, ker za silo še zmoremo, ali pa zmoreva z mamo. Probi plezati, noge čim bolj narazen, lahko greš tudi pol v stene, lahko plezaš, potem pa ne boš mogla, te bom pa jaz varoval. Zdaj malo počakaj. Tipično varu pješati. Noge, tu ja, krpi. Imam 2 hčeri. Starejša je kmetijski tehnik, pa je po končani šoli šla k očetu, živi pri očetu. Mlajša ima pa še zagovor diplome iz fizioterapije. Upam, da bo zdaj jesen naredila. Sem, da bi pa kjera od njih ostala doma ali pa se vrnila. Nič ne upam. Pa rada bi videla, da bi se najdel kdo, da bi to delal za mano. S takim občutkom, da zemlja ne površno, ja, da bi jim rad vse to. Tudi če ne lih da te mere, ker imam mesto vse to rada, ampak vsaj malo. In kdo bo to, pa ne ve.
Arsenik vino pomeni ven prav velik. Že nekaj, ne? Pred leti je pa res, je bilo skozi dal. Od izvirom pa do izliva se je bilo njih 8 mlinov. Praded moj, tisti še mlil. Pšenica, rž, ječmen, ovs. Ja, to je pravo soteskanje. Od zdaj naprej bo samo še težje. No, se zdaj kaj prišlo? Jaz mislim, da je odlično. No, greva naprej. Ja, deloma bi se dali tudi od turizma živeti. Tukaj imamo, bom rekla, kar odlične pogoje. Ne vem. Dol imamo Hačnik, krasno in strašno sotesko. No, vsak ljudi je toliko malo ljudi, zato je pa tudi treba kjerha. Jaz pač ne zmorem vsega, tudi treba kuhati.
Sobe štima, pa kuha, pa striže. Skrbeti za goste. Vse se pa nada na pol delati, pa ta drugo. Včasih kakšna skupina prespi na senu. Planinci nekaj niso. Ker ni važno, kje spijo, ali pa imajo sen, da so pod streho. Poznam dobre vodiče, ki znajo varno pripeljati skupine. Sicer ne kot soteskarje, ampak kot planince ali pa, bom rekla, že kot alpiniste po hrab gor. Nekateri se pa spuščajo dol, kot soteskarji z zvermi. In to je še dosti bolj nevarno in težje. Ja, kar kjera veseli, jaz ne vem. Mora biti korajžen pa močan. Da upa po tistih stenah hoditi, kaj je marsko čisto cika. In prav zdaj sta dol v hrab Janez Valent za nosopotnico. Ja, sem jih videla, če sem se oblačili tukaj za voda. Prav povod hrjejo. Upam, da ste prišli celo dol do konca. Pa na srečli so se lansko leto zastali en trije. En je bi noha zlamil, en je po glavi se strašen opraskal, da se ga mogli prav šivati. No varno, ja. Tu ne bi bilo najbrž zadnje košnje, razen stelje. Nekaj bomo še za stelje pokosili dol. Bomo še precej. Nekaj bomo pokosili. Samo da bo pokošeno. Kmetija je velika, mama je že zelo v letih in je skoraj vse delo na meni. Čeprav tistih najtežjih ne zmorem. No, to morajo tudi pomagati drugi. Od sosedov, glavnem za vožnjo s traktorjem. Pa kdo da tu s kosilnico pokosi. S tisto samohodno, je to zelo težko. Travnik je precej nagnjen in na leto smo celo obrunke pokosili. Sem dobila enega, da je to pokosil s koso, da je malo lepše videti. Življenje je tu gor zelo težko. Mogoče ne za vse enako. Mislim, tle ne moreš biti samo od kmetije odvisni.
Treba imeti še kakšen dohodek zraven. Takrat je bilo že v družini do nas več. Moj oče je v prvi svetovni vojski stal. Ja, moja mama je bila tudi, pa je bil en brat njen, tisti bil tudi do smrtale, ja. Je po tej vojski umrl. Pa so bili pa še drugi, jih je bilo povsod, jih je bilo dosti, da smo lahko kaj najeli, kakšne delavce. Težko jih je bilo plačati, ker kmetije ni nikoli tako zelo danasna. Zato smo pa tudi tiste drva prodajali. Ja, težko je za nas. Pa drugače se ne da. Ali pa pustiti, da bo še to prepadlo. S časom bo, ja, ne bomo več. Kar dobro poznam mejo našega posestva, ki je sicer zelo veliko, okoli 110 hektarov. Zelo dolgo mejo predstavljam med našo in sosednjimi kmetijami Hačnik, Hačniška hrapa, Hačniška voda. Smo na poti, ki je bila pred leti popravljena. To edina povezuje našo domačijo z Sotesko na tle, na tem delu je malo razširjena. Bil je ta kolovoz narejen pred davnimi desetletji za spravilo oglja. Tudi na tem predelu je bilo pred desetletji zelo izsekano. Bukovno namreč. Iz tega so žgali oglje. To so začeli že Italijani. Ogromno oglarskih kop je bilo v tej Soteski. In to so v glavnem z mulami nosili ven do žičnic, ki so pa spravili v dolino. Oglje se je dal spraviti iz doline, pa lezbiti pa ne mogoče, ker je oglje neprimerno lažje. Tale pot se zdaj bolj malo uporablja in marsikakšno drevo, ko se gnije, pade in pa čaka, dokler se ga pač ne prežaga. Da je lažje jeti mimo.
zdaj bo malo mirne vode, do naslednjega svetu. Ja, to je lepo. To me je naučila mama, ko sem bila še prav mehna. Mogoče sem imela 7 let, ko sem že za silo znala. Pa sem pa malo že kot mehna šolarka, že med počitnicami zimskimi, že klekla, da sem zaslužila kakšen denar. Pa, ko sem šla z šole, ja, pa je bilo treba pa že kar zares zahrabiti, da sem si preklekljala za obleko, za obutev. Ja, zdaj kar še klekljem po zimi, drugačni čas za to. Pa ena ljubezen do tega mi je ostala, kljub temu, da sem kar malo preveč se s tem morala ukvarjati. Je krasen, da to je. Ja. To pa je doživetje.
Jama je bila pa lepa, a ne? Ja, prečudovita. Tako, kam pa zdaj? Ja, zdaj greva pa klele, vidiš, šlele dol, pa čez slapove in potem naprej po Soteski Gačnik. Pozabil sem verjeti, tako bom videl. Ja, na vse je treba misliti. Še nekaj si dobila, takrat sem še stavkla pomlad, ko sem tam zad kopala. Da bi pošpičila. Evo, kar jaz matram. Se pomatramo, kukor se moramo, da popravimo te motike malo.
Ja, kdo je prej to likoval? Moj ata. Ata. On se je učil od izučenega kovača, pa se je pa sam, kar dobro se je naučil in pa je po veliko koval. Orodje pa sploh ne. Pa smo pa najeli tudi kakšnega kovača, tako ko je bilo zelo veliko treba kovati, ne. Ja, meh bo treba popraviti, ja, Janko, ne. Tu smo že pogruntali, pa se bo dal še kaj kovati. Ti bo pravilo. Vozove takrat so bili, no se jih imamo še zdaj, samo se jih porabljamo. Ne. Nevedno. Žvina je bilo treba, ker smo imeli vali ali pa kojne, tisto vse podkovati. Ta pa za srečo. Ja, jaz mislim, pa za konji.
Ja, kako? A nismo tukaj že bila? Pa se sem jaz tukaj že vodo pila. Voda kroži. A ne veš, da je? A niso tukaj štartala? Voda kroži. Janez, pa ti je izvira. A ne veš? Tu je kolorat za predanje volne, pa tam vse okrog mleka, od molže do predelave, v maslo, modeli in posoda za shranjevanje, ker še ni bilo hladilnika, pa lanci za kuhanje, peč, lopar in burk in vse, kar zraven spada, nekaj starega pribora, pa košare za pobiranje krompirja in sadja, pa spet in škafi za, to je bilo za krmljenje prašičev, za prenašanje vode, za razne zadeve. Mislim, to je bilo zelo uporabne posode. Pol rešeto za čiščenje žita pred setvijo, pol posode za prenašanje vode, od tistih večjih do manjših in opletenih steklenic, pa mire za žito in sejalnice, pa trlca, leseni žeblji, škarje za striženje volne, pa stare smuči, te velikanske zadeve, to so skrinje za žito, tle smo ga namreč ogromno pridelali, zdaj ga nič več, žal. In tudi vsa ta zbirka je več ali manj neuporabna, to so spomini na preteklost.